posedite se, pa še ne igrati, malo še počakajte. Dobrodošli v Univerzitetni knjižnici, vendar mi dovolite, da današnji pozdravni nagovor nekoliko obrnem in se obrnem k svojim sodelavcem. In sicer tej krasni ekipi, ki je pripravila cel organizacijski, popoldanski in večerni opus od šahovskega turnirja do modne revije iz odpisanih knjig, do krasne predstave ob 10, na katero ste vsi prisrčno vabljeni. Resnično moram reči, da sem ponosna na to ekipo in da se jim zdaj javno zahvaljujem. Verjamem, da se bo ta prireditev prijela in da je prvi šahovski turnir uvod v tradicionalnega. Vsem vam želim veliko uspeha ob šahovskih deskah in ostanite z nami tudi do polnoči. Hvala lepa. Igramo po švicarskem sistemu, kar pomeni, da ne igramo vsakim, ampak računalnik bo v 9 krogih določal pare, glede na vašo uspešnost. Vedno igrajo po tem sistemu tisti, ki imajo več točk, pa oni, ko imajo manj točk. 9 kol, na 10 minut igramo, ure nastavite na 10 minut, če še kje ni nastavljeno, kar pomeni, da se igra po hitropoteznih pravilih, to je tempo za hitropotezni šah. Prva nagrada bo v bistvu pokal graviran in pa knjiga Kasparja. Druga in tretja nagradi sta pa enoletna naročnina na revijo Šahovska misel, ki jo boste prijemali pač na dom. Zelo lepo nagrade. Tretje mesto in s tem tudi nagrado organizatorja si je 6 točkami in pol priboril Andraž Šuta.
Drugo mesto je s 7 točkami osvojil Zdravko Indest. In zmagovalka turnirja, edina šahistka danes med nami, z vsemi 9 osvojenimi točkami, mednarodna mojstrica Carmen Mal. Najlepša hvala organizatorju, se pravi kolegu Saviču, gospodu sodniku in podeljevalcu nagrade in vidimo se na naslednji noči raziskovalcev. Šahisti naredite eno, tako da budete diplom, Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, še enkrat lepo pozdravljeni v Univerzitetni knjižnici Maribor na enem od mnogih prizorišč Noči raziskovalcev 2011. Pred nami je drugi dogodek v naših prostorih in sicer modna revija Novo življenje knjig. Je moda in so knjige o modi in so modne knjige. Knjiga in moda torej nista dva povsem ločena svetova. Nasprotno, moda odraža to, kar se dogaja v našem svetu. In knjige odsevajo, kar se je, se ali se mogoče bo dogajalo v glavah, v družbi in v svetu. In kot ni lepe in grde knjige, ampak so samo dobre in slabe, tudi ni grdega in lepega človeka. Je samo človek, katerega podoba je lahko celovita, skladna, zanimiva in prilagojena različnim priložnostim. Kajti oblečemo se vsi, vsak dan, nekateri celo po noči. Z modo, modnimi oblačili, modnim oglaševanjem, modno industrijo se srečujemo tako rekoč na vsakem koraku, celo v knjižnici. Kajti moda ni le kulturni in komunikacijski pojav, ampak ima tudi socialne, politične, spolne, zgodovinske, geografske in druge vidike. Moda je vsestranska in vse prisotna. Modne so obleke, fraze, destinacije, vsebine. Moderno se lahko oblačimo, obnašamo, živimo, modno lahko beremo. Toda nocoj ne bomo brali, kot se bere po navadi, saj je vse, kar bomo videli, bilo že mnogokrat prelistano in prebrano. Vabim vas namreč, da ste skupaj z mano del modne revije, v kateri bodo zaživeli svoje modno življenje modeli oblek iz papirja in z njimi tudi nove zgodbe in podobe. Material za ustvarjanje modelov oblek, ki bodo prikazane, je namreč nekoč tvoril vsebino knjižnega in knjižničnega gradiva. Odpisano knjižnično gradivo pa je v edinstvene obleke iz papirja preoblikovala Renata Močnik. Na zadnji strani časopisa, ki končal je v smeteh, rosno mlada lepotica z rdečo rožo v laseh. Čas ne teče, čas dirja. Rdeči cvet je ovenel. Toda Feniks iz papirja obudi uvel pepel. Model Liza. Ideja za pričujoči model sloni na modi 60 let. Gre za papirnato različico modela z geometrijskimi vzorci, značilnimi za slavnega kreatora Piera Cardena.
šelesteče sonce vzhaja, nove, stare so novice. Kar minilo je, spet traja. Nekoč laži, danes resnice. V knjigah in v časopisih, ki jih bere mrzla klet, se prebuja v obrisih svetel, recikliran svet. Model Brina. Vegetarijanski pristop k kreiranju modernih modelov današnje dobe. Obleka je skupen projekt delal UKM-a. Sloni na težnji po zdravi prehrani in želji po idealni postavi ter dolgem in zdravem življenju. Dopolnjujejo sezonska trendovska torbica. Vreme in zaprt bazen, cene, borze in tečaji s časom zgubljajo pomen. Čas ne teče, čas dirja. Rdeči cvet je ovenel, toda Feniks iz papirja obudi uvel pepel. Model Špela 1. Kreacija išče vzporednice z viteškim življenjem. Šite ploščice nakazujejo povezavo med trdnostjo in rahločutnostjo modela. Reklame, članki in poglavja, črke, znaki, fotografije, vse še enkrat se ponavlja in v novi luči sije. V zraku so nevidni čolni, čas je hkrati jez in reka, mehko šelesteči šolni in papirnata obleka. Model Maruša. Optimistična večerna kreacija, primerna za podelitev Oskarjev ali za sprejem na dvoru. Plise nakazuje obetajočo prihodnost, kot metu lahko. Na glasbo skladatelja Arva Perta, Špigl im Špigl, bo v koreografiji Gaja Žmavca nastopila Mirjana Šrot.
Modele, ki presenečajo tako svojo oblikovno inovativnostjo, kot tudi svojo idejno raznolikostjo, si je zamislila in izdelala bibliotekarka Renata Močnik ob nesebični pomoči svojih sodelavcev iz Univerzitetne knjižnice Maribor. Temu, da se je vsebina odpisanih knjig prelevila v material za obleko, ni botroval porast elektronskega založništva, saj papirnate knjige nedvomno ostajajo in ostajajo tudi na policah naše knjižnice. Renata pa nam je svojimi modeli oblek iz papirja simbolično pokazala, kako nas te knjige lahko dobesedno posrkajo vase in nam spremenijo življenje. Hvala Renati, njenemu timu, hvala Borutu za napisane in prebrane verze in hvala tudi vam, da ste prisotni pri ponovnem rojstvu že odpisanih zgodb iz knjig in časopisov. Škarje in šivanke dihajo papirnat zrak. Nove zveze in uganke, stare steze, nov korak. Čas ne teče, čas dirja. Rdeči cvet je ovenel, toda Feniks iz papirja obudi uvel pepel. Model Nina. Senzibilna večerna obleka. Rdeče vrtnice na prstnem delu obleke poudarjajo skrivnostnost, rahločutnost in zasanjanost modela. Enostranska naravnica, okrašena z vrtnicami, še dodatno poudarja nežnost in ženstvenost. So nevidni čolni, čas je hkrati jez in reka. Mehko šelesteči šolni in papirnata obleka. V knjigah in v časopisih, ki jih bere mrzla klet, se prebuja v obrisih svetel, recikliran svet. Model Špela 2. Predstavlja zrcalno kreacijo, nastalo kot odgovor na vegetarijanski model. Sloni na ideji, da zrcalo razkriva vse skrivnosti. Ponuja nam dve možnosti. Ali se pogledamo v zrcalo, ali pa občudujemo cvetove. V črkah padajo lasje, perika stavkov in neba. Žarke zgubane v kliše, srka srčna vrtnica. Zgodbe iz lesa dreves na baletnih prstih časa. Stara glasba, sveži ples, ki se v novi rod prenaša. Model Tina. Glamurozna večerna obleka v Charleston stilu.
Poudarja vitko linijo in z igrivimi obrobami skrbi za razgibanost in živahnost modela. Celostno podobo kreacije dopolnjuje večerje. Na zadnji strani časopisa, ki končal je v smeteh, rosno mlada lepotica z rdečo rožo v laseh. Spet je tu, dekle iz slike, spet je svež, pozabljen cvet. Semen, ki iz njega vznikne, je srce, ki širi svet. Kreacija, model celone. Kreacija primerna za balerino ali celo prima balerino. Poudarja kraljevske razsežnosti tega modela in svojo veličastnostjo zaokrožuje današnjo prireditev. Spoštovana publika, da se v imenu dramske sekcije Kulturnega društva Pekle Ljubuš zahvalim Univerzitetni knjižnici za prijetno povabilo. Počaščeni smo in v čast nam je. Kulturno društvo Pekle Ljubuš nadaljuje le bogato tradicijo kulturnega delovanja v Pekrah in Limbušu. Korenine kulturne dejavnosti segajo pa že v leto 1847, ko je bilo ustanovljeno društvo za branje slovenskih bukvic, ki se je ukvarjalo tudi z borovskim petjem in uprizarjanjem iger. Vendar neprijetni časi so bili v teh krajih kar večkrat in so prekinili kulturno delovanje. Ampak na srečo so bili vedno ljudje, ki so ga znova oživili.
Kulturno društvo, obnovljeno kulturno društvo Pekre Limbuš, že 5. leto nadaljuje tradicijo nekoč pred leti zelo aktivnega delovno-prosvetnega društva Svoboda v Pekrah. Vendar našemu predsedniku je uspelo pred tolikimi leti ponovno obuditi gledališki oder v Pekrah, v prenovljeni dvorani Doma kulture v Pekrah. In seveda smo predvsem veseli in ponosni, da mu je uspelo tudi privabiti k delu slovenskega, našega, mariborskega pisatelja in komediografa Toneta Partljiča, ki je vodi strokovno našo dramsko sekcijo, je naš umetniški vodja. In ljubiteljski igralci nadvse uspešno uprizarjamo prav njegove in pa seveda tudi druge komedije. In pred 3 leti smo želeli počastiti prav ta veliki fenomen v Limbušu. In nastopili smo z čitalniškimi šaloigrami. Avtorji so naslednji. Vilhar, Miroslav Vilhar, naslovom Veteljica. Potem Jakob Aleševec, Podlaga zakonske sreče in pa skupna prizadevanja dveh avtorjev, Janka Keslika in Josipa Jurčiča, Berite novice. Celoten projekt s prologom in epilogom je igralo 20 igralcev, in če se ne motim, tudi Tone Partljič. No in prav za ta večer bodo nastopile gospice na komedijanti igro Berite novice, ki jih je prav za ta večer spet na oder postavil Tone Partljič. Berite novice. Doma sem. To je res strašno vreme. Kako bi se lahko bila zmočila, ampak ta doktor je res ljubeznil človek. Že v gledališču je bil včeraj in se tako prijazen z menoj. In Bog ve, kako to prihaja, da sediva skoraj zmeraj skupaj? Danes pa mi je posodil še ta svoj dežnik. Dežnik, je rekel, se pravi v čistem slovenskem jeziku. Marela ni naša beseda, ampak laška.
Kako on lepo govori, ko mi ga je tako prijazno ponujal. Dežnik seveda. Seveda, nevljudno bi bilo, ko bi ga ne sprejela. Pa tudi prav neumno. Mokra bi bila. Ali pa bi še sedaj stala v kakšni veži in čakala, da neha ploha. In dežnik? Vrniti ga moram nazaj. To ni težko. Vrnila bom ga jutri. Ali bi teti kaj povedala? Ne, danes ne. Morda potem pozneje. Nič, kaj se mi ne ljubi. Ta dežnik me muči. Kako ga bom vrnila nazaj? Ga doktor ne bo pogrešal. Prav bi mi ne bilo in tudi neko bi sodil, da sem malomarna. Teta prihaja. Anica, oče bo danes malo prišel. Rekel je, točno opol. Slabe volje so bili včeraj, pa nisem mogla soditi zakaj. Kaj je bilo v očetu? Menda mu v kancliji ni šlo vse pogodo. Pri kavici se že pomiri. Pa ti se tudi nekam čudo držiš danes, mamica. In nekaj ti že. O ne, teta, jaz pa ne. Da, ti. Ne poješ, ne govoriš toliko kot prej in kakor po navadi. Ja, kaj je to? Kaj še, teta? A vi ne veste, da delo ne gre vedno človeku tako od rok, kakor bi hotel. In danes je tudi tako slabo vreme. Slabo res? A glej, kaj mi kar sama ne poveš? Kdo te je spremljal prej domov? To je bil oni doktor, ta, ki nad nami stanuje. Ta? Ja, odkot si pa znana z njim? Vse veste, malo iz gledališča, pozdravlja me, spremil me je, danes pa mi je še dežnik posodil. Kaj? In to mi šele sedaj poveš, da si znana s tem? Ja, kaj pa je to takšnega, tetka? Ali vas nikdar nihče ni spremljeval? To pa ne, da bi si z mene norca delala. Jaz ti le to povem. Sreča tvoja, da oče ne ve nič o tem. Tetka, zato pa očetu o tem ne boste nič povedali. Prosim vas. Morda res ne. Če me ne ujeziš. Oh, tetka, tega ne boste storili, prosim vas. Za sedaj naj bo. Če se pa to spremljanje še kdaj podobi, potem pa, mamica... Tetka, za Boga, saj da je tako prijazen in pošten mož. Jaz ne smem biti tako neljubna, da bi se mu kislo držala, kadar me prijazno govori. Kaj? Prijazen? Pošten? Lepa je ta. Ti ga vse preveč zagovarjaš, ker ga ne poznaš. Ne očeta vprašaj, kdo je ta mladi doktor in kaj je. In kaj? Doktor je? Pa še kaj drugega. No, tetka, kaj še drugega? Nekaj hudega. Tetka, to že ni res, ampak prosim vas povejte, kaj ste slišali. Veš, kaj je? Slovenec je in slovenske novice bere pa take reči. In kaj potem? Jaz sem jih že sama brala ondan, ko sem bila pri Dobravčevih. In takrat je bila taka lepa zgodba o njih.
tiho vode. Ne govorimo o tem. On pravi, da so vsi Slovenci buntarji, revolucionerji in ne vem kaj še vse. Samo ljudje ne. Oče je prišel. Molči o tem. Slovenec je. In novice bere. Če je on Slovenec, potem so gotovo tudi drugi Slovenci dobri ljudje. Novice bere. To mi je žal, da jih nisem še več brala, da bi videla, da ni res, kar oče pravi in teta. Dober dan, oče. Danes ste kmalu prišli. Kaj kmalu? Hvala Bogu, da sem spet doma. Nič kot pisarija in opravki, in samo opravki in pisarija. Tu pa vem in tu trdim. Kadar mene več ne bo kancliji, vse bo vrak zdel, vse bo nekrižen, vse. O dobri gospodini bo je pismo, da 3 ugle hiše po konc drži. A jaz držim 5 uglov naše kanclije po konc. 5. Jaz storim več kot vsak drug. Kaj vsak? Več kot vsi. In zato mi vedno več in zmeraj več nakladajo. Pa naši drugi nekaj delajo, oče. Molči, dekle. Kaj ti veš in znaš o teh rečeh? To pa vendar vem in mislim, da bi morali vsi enako delati. Ne eden sega. Molči ti pravim. Ti ne veš, kaj je kanclija. In ti ne prvošči, da bi zvedla. Da si ravno bi bilo prav, da bi ti kakav kancliški šef, jeziček in radovednost ukrutil. Mi smo cesarski služabniki in mi moramo storiti to, kar naši višji hočejo in ukažejo. Ja, zakaj se pa bolj pretužuješ, da imaš vse preveč za opraviti? Kaj? Še ti boš tu jezičila? Kdo se pritožuje? Jaz? Ne vidim, ko slišal. Hej, kje je moja kava? To je tvoja skrb. Prej se jo prenese. To človeku še najbolj godi. Tako mirno sedeti, brez skrbi, brez aktov in brez ljudi, ki v kanclijo hodijo. Če teči človek dolgo v tistih aktih in če mora dolgo ljudi poskušati, partaje, Bog vej, da se mu glava tako neumna naredi, kakor da bi bila črna vraga, možgane in šlepinje izpila. Oče, to je pa res strašno. Kaj ti veš? Ti nič ne veš. Štrikaj, pa molči, pa poslušaj, če češ. Tukaj imaš kavico. Tako je prav. Zdaj pa Laibacher Zeitung sem kaj. Marjana, tam je eno bežalnike. Posezi tja in daj mi Laibacher Zeitung. Tukaj je. Zmijo
zirom in zmerom bereš ta lajba cajtom, pa nećeš nikoli povedati kaj je novega. Pa sama ber. Nemško ne znam, pa tudi ne maram brati. Kaj takega pa nočeš prenesti, da bi znala? Novice bi že znali brati, teta. Kaj? Le še enkrat mi to zim. Še tega se manjka, da bomo po svoji hiši o tej neumni slovenščini slišati. Jaz bi tako rada vedela, kako oče to mislijo in zakaj so hudi na vso slovenščino. Tiho bodi, ne govorimo o tem. Pa vseeno me zanima, zakaj so hudi na slovenščino? Tiho bodi. Bom jaz govorila. Ti, slišiš? Človek še biru, nema da bi se nabral. Kaj pa ti je? Pa jaz sem vendar mislila, da bi ti nama, posebno meni, kaj drugega bi jaz kanclije prenesel. Ne zmero to nemško, laj z baharco. Da bi naj novice, da bi vsaj videli, kakšne so, ki jih tako grajajo. Drugi jih pa hvalijo. Kaj hvalijo? Kdo jih hvali? Naši kancliji bi si slovenskega lista nihče ne upa hvaliti. Kaj ti je na misel pošlo, dekle? Naši kancliji novic ne in jih tudi nihče ne bi razumel. Jaz sem jih pa razumela, on dan, ko sem jih brala pri Dobravčevi. Da vidite še vi, pa boste videli, da ni nič hudega v njih. Jaz ne bi jih bral, jaz jih naj sem še nekoli bral in jih nekoli ne bom. Če je naš šef proti, pa je dost, pa je ven. Ti ne veš, kaj je služba. Kaj misliš? Da kancliške službe kar navrvila s tega kukor mačenje in da bom kancliško službo kar zgrla sklatu. Če to ne izgovorim, samo zavolite da bi vama novice nosil. Pa ravno danes vama to na misel pride. Ko se že v kancliji na novice in na vso slovenščino tako je zil, da ne verjamem, ali bo naš šef mogel kaj jaz, tako ga je trla jeza. Kaj se pa imeli, povej no. Danes mi prinese naš šef, moj svetovalec, pokazati neko prošnjo. In pomislite, ta prošnja je bila slovenska. Slovenska vam reče. Jaz sem vam lahko opeto. Gdje je naš šef? Res? Nesramno, ko da vam rekel. Sodilstvo kaj storiti? Ugibali sem in tja. Nazadnje se domisli svetovalc in reče. Pusti me reči! In tako se bo zgodilo, da leže posod take pisarije, da jih prah snej. Ljudje se bodo že odvrti pisati takih slovenskih aktov. Ja, kdo je pa vendar napravil ta slovenski akt na vašo kanclijo? Nebo je nek mlad doktor Dragič. Jaz ga ne poznam. Pa pravijo, da ta nesramnež Slutovori nad nami stanuje. Jaz bi imel govor z njim. Menem pa, da bomo da še drugi posmetli. Da, jaz sem tudi že čula, da je tak hud slovenec in revolucioner. Meni pa se ni zdal tako hud. Kaj? Ali da to ti poznaš? To ti povem, dekle. Bavlja se tazga znanstva. V stran moraš gledat, ako ga srečaš. Jaz ne maram takih znanstv. Ta človek je že graviran pri višjih gospodov. Kaj je to graviran? Kaj? Graviran? Graviran. Kaj je to
vendar oče. Zatožen! V policijske bukve je zapisan! Policija. Tole zdaj to je. Da, to je nevaren človek. Jaz bi rad videl, da bi nastanoval z njim pod isto streho. Tu škole je. O, ti ljudje, ti Slovenci, so sitni kukar podrebna muha. Govorijo človeka, men nič, te nič. Lijejo se nam, kako depresija ne bije. Zato se jih pa ogibljajo na kakor bolezni. Sedim reči, sam, stisnem se v kot, ako kjer ga vidim, samo da mi tak kak narodnjak bliž ne pride. Tu ti povem, dekle, zvejnajte, ti govori s kakovim takim Slovencem, gore ne bi. Marica, ne spet tu koleso odnesel? Ne, oče. Ne, se je dela notri na mizu. Pridete. Dobro. Oče so pa res čudni. Komaj 2 leti živimo v Ljubljani, pa že grečejo po Kranjsko. Naraj tako govorijo samo nemško. In kaj so rekli? Doktor, policijske bukve je zapisan. Policija, to je strašno. Manica, pomisli vendar. Mladi doktor je zunaj. Ta? Od zgoraj? Pa ravno ta, o katerem smo prej govorili. Za Boga teka, kaj vendar hoče? Nekaj dežnik je prišel, katerega je bil v tebi posodil danes. Saj res, dežnik. Kaj bomo naredili? Oče so tukaj. Svet tvoj oče ne čuje, tem bo zaspal. Pripeljala ga bom noter. Prav rada bi videla, kako govori, kaj pove. In če je res tako strašen. Če ga oče vidijo tukaj. Oprostite, gospodična, in prizanesite mi, da si drznem takole prikloniti se vam. Morda ob tem pravim času. Bili ste danes tako ljubeznivi in sprejeli moje vabilo z dežnikom. Pa sem rekel, bom kar sam stopil zopet pon, da vas prihrani morebitih poslov in potov. Gospod doktor, vi ste preprijazni in mojo dolžnost le še povečujete. Prosim, gospod doktor. Tukaj je moja teta Marjana. In tukaj, teta, je gospod doktor Dragič, ki je bil danes tako ljubezniv, da me je z dežnikom svojim silne plohe obranil. Da, res prijazni ste bili. Malenkost, to dolžnost je naša. Prosim. To je res strašno vreme. Ali se ne čudite, da nimamo hujših povodenj, kakor do sedaj? Da, čudim se v istini. A je zmeraj tako tukaj v Ljubljani? Zmeraj. Veliko dežja in megle imamo, leto za leto. Pa ste vi tako kratek čas tukaj, da še niste izkusili tega? Da. Šele 2 meseca je, odkar sem stopil v tukajšnjo advokatsko pisarno. Doma sem na Slovenskem Štajerskem. Lepo mora biti tam kaj. Jaz še nisem imela tej sreče videti ono deželo.
Da, povem vam, gospica, ako ravno sem videl že skoraj vse dele naše prelepe slovenske dežele, nikjer ni tako lepo, kot na zelenem Štajerskem. Sem fant iz zelenega Štajerja. Še posebej na spodnjem delu, slovenskem Štajerskem. A na Štajerskem? Da, na Štajerskem. Lepo je tamkaj. To je seveda čisto naravno. Vendar, pa vam povem, da je naš breg lepši. Res je, gospica, svoje krasote ima, ne pravijo mu zastojn biser Slovenije. A vi mi mislite tako? Da, lepo je tamkaj. In kako ste se že navadili tukaj v Ljubljani? Dobro, prav dobro. Prijateljev in znancev imam veliko in kar mi je novih spoznati, so vsi tako prijazni, da še nikjer nisem naletel na tako dobri ljudi. Petka, vi ste tako kašljali, a ste se pregladili? Da. Da, tita, pregladili ste se? Da, skoraj da. Da, še onega semka privabil svojimi Slovenci. Jaz reši odidem. Ima gospica, ko se ta sem prihodil, a nikjer nisem srečal tako krasnih zastopnic nežnega spola, kako tukaj v Ljubljani. Čudim se našemu Prešernu, da se je mogel tako navduševati nad njimi. Kdo? Prešeren? Da, Prešeren. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželjene, ob času ni cvetja, ni pleta, ni žene. A še niste brali Prešernovih poezij? Nisem. Slovenske so, to sem slišala, ampak imela jih še nisem v rokah. Jaz vam jih prinesem. A mislite, da bi jih razumela? Seveda jih bi, jaz vam jih bom razložil. Vi ste tako prijazni. Pa moj oče vedno pravijo, da... Kaj pravi oče? Ne vem, ali bi vam smela povedati. Zakaj pa ne? Moj oče pravijo, da ste Slovenci puntarji. Vaš oče to tako črno vidijo. Mi smo tako hudi. Ne, gospica. Torej, ste tudi vi Slovenec? Moj oče pravijo, da smo Kranjci, a ne Slovenci. Že vidim. Vaš oče so iz stare šole. Mi mladi gledamo na to drugače. Mi mladi znamo reči, da Kranjec sem, a Slovenec nisem. Pomeni isto, kakor da bi oni vaš ptiček rekel, jaz sem kanarček, a ptiček nisem. Razumete? Jaz vas vse razumem. Prav dobro. Ampak zakaj vas ste potem Slovenci, če so nekateri zaradi tega hudi na vas? Kdo? Tisti, kako ste že rekli, iz stare šole. Da, to nas ne smejo strašiti. Mi moramo znati reči Slovenec sem, ker me je slovenska mati rodila, ker sem zrastel med Slovenci na Slovenskem in ker sem ponosen na to, da se imenujem Slovenca. Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je v zidki pestovala, Zatorej dobro vim, Slovenec sem, Zatorej dobro vim, Slovenec sem. Kako vi lepo pojete. Kdo vam je bil učitelj? Kdo vas je spodbudil k domoljubju? Sam Zabranjen, oziroma tisti mož, ki je vse to napisal, kar sem bral. In kdo je to bil? Gospica tukaj v Ljubljani dela že več let, kot ste jih vi dočakali. Doktor Janez Blajbajs, ki izdaja novice. Ali še niste slišali zanj? Nisem.
Čudno, o novicah smo ravno prej govorili. Oblaj Vajsu, pa mi di več povej. O njem ni treba veliko govoriti. To je mož, ki bo na glasu ostal, dokler bo slovenski narod živel. Ali pa še niste videli? Še niste bili v čitalnici? Nisem, ampak ko bi mogla očetu verjeti, to mora biti strašno društvo. Zakaj? Pravijo, da so tam sami puntarji. Ne, gospica. Prav tako lušna dekleta so tam, kakor ste vi. Tam pojejo, gledališke igre igrajo, pred pustom pa plešejo. Plešejo? Plešem jaz zelo rada. Tu bi bila vam prilika dana. Prigovorite gospoda očeta, da stopi v čitalnico. Moj oče, tega ne stori. Tako lepo govorite slovensko. Tam bi nastopali v igrah, peli bi, ko pa pride predpust, bi plesali. Gospica, vas lahko prosim za prvo kadriljo. Kadriljo, pa to bom jaz plesal. Da boga oče! Gospod Kratki. Kaj gospod Kratki? Kaj oče? To gre za kadriljo. Jaz bom plesal kadriljo, ste pa nesramuca. Gospod, krivico delati, gospodični. Kaj krivico? Ali sem morda vam odgovoren? Jaz vprašam. Ali imate vi tukaj kaj za govor? Kako si drznete? Ne da bi zmedu, pritihotapi semkaj in agitira tako nesramno za vaše puntarske namere in družbe. Gospod, vi čuli jezike, razumele posite apenero. Bravo, še bolj. Kratke, jaz vas vprašam. Kdo ste vi, da si upate stopiti mojo pošteno hišo in tukaj take govorice prodajati? Oprostite, nisem še se vam predstavil. Doktor Dragič, advokatski kandidat. Kaj? Doktor Dragič, vi? Vi ste tisti, ki počeli do naših kazni slovenska pisma. Ven pravim, Dragič, za Boga, ven, moja služba. Ali slište, gospod, se veseli zvedno vsesel, ven! Gospod, jaz vas ne umem. Za Božjo voljo, on me ne ume. Kaj pa je, vendar? Vode! Kako je to tukaj? Če pomirite se, prosim vas. Gospod doktor, prosim vas, zapustite nas, prosim. Ali je šlo? Ja, oče, kakšni ste, kako reče on, kako rečejo drugi ljudje. Boš predvsej videla, kakšen sem. Sedi! Teta, kje je teta? Tukaj se, tu je voda. Kaj voda, kdo hoče voda? Sem poli boljava. Kaj pa te vendar je? Sedaj govori. Kdo je pomagal tega na strane za sempe? Hoče dati si bagrbo povedati. Jaz vprašam, kdo je pomagal tega Slovenca, tega puntarja v moje pošteno stanovanje? Jaz ne. Ničesar ne vemo povabilo. Torej si ga ti? Jaz tudi ne. Pa dežnik. Kaj dežnik? Kakšen dežnik? Kaj je tu dežnik? Že spet kaj slovenskega? Spremljil me je. Kaj spremljil? Kdo? Dežnik? Ne, doktor. Hoče za to vendar ni nič takšnega. Tako, torej nič hudega, torej spremljeval te je, tako danes je. Kdaj te je spremljeval? Danes. Hoče pa se to vendar ni nič. To je lepo, nič hudega, takih slovenskih puntarjev okrog hoditi. Slovencev hiša male, tako torej nič hudega, stran te voli. Če vi ste strašni. Sedaj pa je meni dovolj. Čemu trpinči dekle, ko se ni nič pregrešila? Še ti mi boš ogovarjala. Pazi, da mi jeza ne prekipi. Jaz sem že 12 dvojne ženske komande. Jaz sem tudi sita tvojega kričanja. Povem ti, da je manica nedolžna. Ja, nažalost. Danes popoldne je šla domov, ulil se je dež. Mladi doktor je bil tako ljubeznil. Kaj ljubeznil? Slovenci ljubeznivi. Pa ta je ljubeznil. Posodil je manici Marino, da je mogla domov. Poznajo ga vendar, če je v hiši.
In v teatru je videl. Tako? Teater mi ne greš na koleč? Sedaj je pa svojo prijazno že s tem dopolnil, da je prišel sam po svojo Marejo. Tako? Na drž mi ne greš nikaj več? Da. Škarki so ljudeni in zakleni. On pa prijazno, agitirati je prišel za tisto čitalnico in kako nesramno je agitiral. Kaj ne si slišal? Ne več, da sem kaj po svetu samo. Tebi se je treba sramovati, vljudnost tako vračaš. Marijana, jaz ti zapovedujem, molči. Ti pa poslej ne boš nikamor več sama. Jaz ti bom že preskrbo primerno spremstvo. In zvej, da ti govoriš kakvim takim Slovencem. Govorim tebi. Tako je danes. Še doma med 4 stenami človek ne nabira. Marijana, kje je moja sukna? Bog te nese. Tako. Zdaj ga svojemu šefu mu povem, da je oni mladi doktor prišel prositi moje pošteno stanovanje in da sem ga ven posadil na hladno. Če ne grem sam povedat, mora me še kdo denuncirat, da taki Slovenci k njem zahajajo. In nazadnje bi moj šef še mislil, da sem jaz tudi kakšen tak skrivni Slovenc. In ob službo me delejo, ob službo mene, ki me ta slovenščina tukaj, kot der Peraskar. Bog te nese. Da ga ni sram. A Marica, veš kaj? Zaslužila, pa si tudi nekoliko kreganja. Oh, tetka, ko pa je vendar tako ljubeznil. Meni se vidi, da se tebi vse preveč prijazni zdi. In kaj sem hotela drugega storiti? Oče bi ga bili že grdo sprejeli, ko bi njegovo ime slišali, ker jim je neko slovensko pisanje v kanciju pozdal. A niste sami slišali? O, Bog, a bo ta moj svak daj pameten ali ne? Tetka, pa se vi pogovorite z njim. Pregovorite, prepričajte jih vi. Ko bi ne znala, ali on je študiral, jaz pa sem nevedna. Veste kaj, tetka? Doktora Dragiča vprašajte. On je še več študiral. On vas bo podučil. On tako lepo govori. In oče so ga tako razžalili. Zdaj samo to gled, da te on nekaj časa ne bo spremljal. In če se mi ponudi? Bo pa odreci. Ne, tetka, tega ne bom storila. Manica, jaz ti rečem, pobogaj ga, da me ubogaš. Kako pa je vendar tako prijazen in pošten mož. In kaj vidim? Marela je tudi še tu. Ah, ta moj nesrečni dežnik. Spet nekdo zvoni, tole to vrati. Oprostite, gospodična, a ni mi bilo glede negotovosti biti. Videl sem vašega očeta odhajajočega, pa sem moral priti sem. Gospodična, jaz vas moram odpoščanja prositi. Jaz sem kriv za oni prizor zadnjič. Ne, gospod doktor, prosim vas, niti slučajno. Ali vas je močno smirilo? Ja, ko sem se prestrašila, res, ampak pustite, pozabite, mi smo krivi. Ne, gospica, jaz sem kriv. Recite vedno, da mi oprostite. Gospod doktor, seveda, prosim vas, niste vi krivi. In moj dežnik, v katerega sem prišel, je še zmeraj tukaj.
Ni čudno, da ste ga pozabili. Recite, gospica, kaj je videla tako razjezilo vašega gospoda očeta zoper mene? Ali niste sami slišali? Siten je, pa ste mu že nekaj slovenskega v kanclijo prenesli iz dela. To ga je pa najbolj razjezilo. In vsi gospodje so bili hudi za voljo vaše slovenščine. Veste? A tako? Pa samo to je to? Pa ni dovolj? Samo to? Kaj pa vi pravite, gospica? Ali se tudi vam takšen grešnik zdim? O ne, meni ne. Samo da vam ne, gospica. Samo da vam ne. To ga je pa najbolj razjezilo, da zdaj veste. Veste, mi Slovenci smo že navajeni takšnih reči. Meni se zdela, da vi Slovenci ne niste tako hudi, kakor vas oblekujejo. Potem bi me znali za svojega sprijeti. Veste, gospica, upam, da bo nekoč prišel čas, ko bo tudi vaš oče, gospod Kratki, o meni drugače mislil in govoril. Da bi to bilo. A si tudi vi to želite, kakor jaz, za voljo vas, gospica, za voljo vas. Vi ste. Kaj, gospica? Če gredo. Kaj ne storiti? On je zagotovo, razkriti se morate, vidite kako. Ne tu, ne tu, ja. Ne tu. Ne tu, znate Marija, tu. Odite. Pojdite odpirati. Jasno, gremo odpirati. Moj Bog, kako bo to minilo. To je strašno. To je preveč. To je grozno. Jaz sem uničen. Kaj tazga še ne pomnem. Nezaslišano je to. Pojdi no sem. Pojdi no sem, da ti pokažem, kaj imaš notri na misli. Naenkrat so se vsi spremenili. Moj šef in še više gospoda na Bonjevi. Vsi so drugačni, kot sem prej slišal vsi. Kaj pa ti vendar je? Poslušaj, pa se čujem. Ko grem ven, da bi stopil svojemu šefu in mu povedal, da je bil on mladi doktor tu pa nas. In kako je bilo? Srečam gospoda šefa tu pred seboj na ulici. In mu vse povem. Kaj misliš? Kaj bi rekel? Ja, kaj vem? Da sem na umen. Mi je rekel, ne umeš? Je djal. Pa zakaj vendar? Pojdi no sem, boš noter dalje povedoval. Rekel mu je, da smo postali prisilni slovensko pisati, če slovensko vloženo pismo dobimo. Da je tak ukaz od ministrstva. Ukaz od ministrstva. In jaz bi tu pisanje vrnil v koš. In zdaj pravijo tam gori, da moramo slovenska pisma slovensko odgovarjati. Kako bom slovensko pisal, ko ne znam, kako? Nauči se. Na stara leta, Vidiš, ko bi ne bil prej kako grob in odurn do doktorja, ki nad nami stanuje, on bi te lahko naučil, ker zna. Da, žal mi je, da sem ne grob z njim. Veš kaj? Moj šef mi je rekel, če nam mladi doktor hiša pride, največ misli, kak štirsko biti. Vi ste pa neumni. Mi je rekel, če tako talentiramo človeku, ki ima vso prihodnost, ščire ne daste. A nekaj vprašal za našo manjco? Beži. Kaj ne znaš kaj drugega govoriti? In kako se čem novo slovensko učim, če bo res kancli treba? Novice berite! Kaj? Kdo? Zorjana, pa si kaj rekla? Ne? Ne se že glavi mešla! Pojdi no sem, v mojo sobo. Pusti me, da premislim.
stara, da se bom mogel slovenščine učiti in ti tudi, pa ne vem, kako. Novice! Vi! Jaz sem gospod Krati. Novice in drugo slovensko berilo berite, pa se boste naučili pisati, kako sem se jaz. In ako želite, se vam javim za vašega učitelja slovenskega pisnega jezika. Ako želite, lahko vadiva vsaki dan. Da, oče, to je lepo. Jaz bi si tudi učila. Da. To je nerazumljivo, nemogoče. Jaz bi se tudi učila. Ja, tole zdaj je to. In gospod Kratki, potem je še tukaj čitalnica. Res, da se tam ne govori veliko, a govori se slovensko. Kaj? Čitalnica? Kako da res pa vendar, če ne smo? Kaj mislite, v čitalnico da ne stopo? Vsak, tvoja služabnica je prišla. Kaj? Služabnica mojega šefa? Bo že spet kaj? To pismo je prenesla in šef čaka na odgovor. Da, to je pa zadnji nas. Kaj je, beri! Dragi gospod kralj, z Dunaja je prišel namig, naj se cesarski uradniki slovenskega rodu pišemo slovenske čitalnice. In da je to zdaj politična linija. Jaz sem se že upisal. Kaj boste storili vi? Kaj boste storili vi, gospod Kratki? V čitalnico se upišite. Da, oče, tudi mi. In potem pride predpust in ples. In moja kadrilja. Naj se zgodi, kar hoče. Vse, kar hočete. Pa lepo čakajte malo. A kaj, če pride spet glas in čas, ko bo vse to vrženo in zopet drugače postalo. Ko bomo vaša slovenska pisma spet metali v koš. Ko bomo nemško govorili, ko bomo izostali iz naše čitalnice, kaj? Tudi to bomo preživeli in pretrpeli mi Slovenci. Mi Slovenci vemo, da bodo prišli boljši časi in da jih bomo kmalu dočakali. Če ne mi, pa najmi otroci, a ne manjca. Slovinecem, slovinecem, tako je mati djala, ko me je v zidki pestovala, ko me je v zidki pestovala. Zatorej dobrovim, slovinecem, slovinecem, zatorej dobrovim, slovinecem, slovinecem.
Gospice, dragi gospodje, spoštovani gospod režiser in dragi gostje. Jaz verjamem, da vam je godilo se predstaviti 150 let v slovansko čitalnico in zagotovo ni slučaj, da si lahko zunaj v našem razstavišču ogledate razstavo ob 150-letnici slovanske čitalnice in to, da ni slučaj, je zasluga mojih sposobnih sodelavcev, ki so zorganizirali današnji večer, današnjo noč raziskovalcev. Hvala igralski skupini, dramski skupini Kulturnega društva Petve Limbuš, da ste se pozvali našemu vabilu. Hvala vam za tako množičen odziv in kot se na pravi čitalnici spodobi, vas vabim tudi k klepetu v preddverju, ob kozarčku, ob prigrizku in seveda ob dobri besedi. Tole pa, ko boste vabili naslednjo predstavo, naj vam malo posladka in vzamete svoj, ne? Takole, vabljeni še v preddverje in lep večer še naprej.